Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ali bolezen pride, da bi nas nekaj naučila? Če da, kaj nas ima toliko za naučiti ravno v tem času, ko je sodobna tehnologija zelo rapidno, hitro napredovala, kjer so možne tako različne stvari, pa vendarle nikoli ni bilo toliko bolnih, kot je bolnih danes. O tem bomo danes govorili, to je osrednja tematika tokratnega Klepeta ob kavi in v moji družbi en tak lep šopek čudovitih, močnih in modrih žensk v moji družbi Ana Omanovič, Marijana Kolman in pa Aleksandra Drole. Torej, za sam začetek, Ana, morda imaš ti najbolj zanimiv pogled na to, zakaj pravzaprav bolezen nastane. Zdaj, eno je definitivno življenjski slog, pa da rečemo na fizičnem nivoju, si izpostavljen temu in pride zadeva, ampak kako lahko pogledamo še drugače? Ja. Ne vem, kje ne začnem čistočno. Dosti smo o tem zapovedali, ampak recimo, da je naše telo en tak senzorični organ, ki percipira ogromno stvari v okolici drugih teles, drugih ljudi, en kup enih misli, občutkov, čustev in pod dolgotrajnim vplivom te resničnosti dejansko telo začne se spreminjati in nastane nekaj takega, čemur lahko rečemo bolezen. Jaz ne vidim bolezni kot definicije, ki jo poznamo z te resničnosti, ampak res vidim bolezen kot spremembo nečesa na telesu, nekaj, kar delaš ali proti sebi, ali nisi voljen prejeti določenih stvari in se telo začenja v bistvu obnašati drugače, kreirati drugače. Ta fizična struktura se začenja spreminjati. Okay. Marijana, o boleznih si zelo zanimivo opisala oziroma podala zanimiv pogled tudi v svoji knjigi Šamanizem. In če izhajaš iz tega, kako šamani recimo vidijo pojav bolezni, zakaj bolezen pride? Precej drugače kot razlaga vzroke za bolezen in samo zdravljenje, klasična medicina in tudi fitomedicina. Vemo, da obe iščeta vzroke za bolezni v negativnih zunanjih okoliščinah, vplivih ali v slabem imunskem sistemu ali v slabem genskem zapisu. Šaman išče vzroke za bolezen zunaj človeka, ne v človeku. In kot vzroke za bolezen navaja dve mogoče človeku nenavadni zadevi. Prvič je to izguba živali zaščitnice ali tako imenovanega čuvaja praga in drugič izgon duše. Terminologija je pač šamanska. Šamanizem kot arhaična medicina ali lahko rečemo tudi najstarejša medicina ni poznala medicine in seveda zdravljenja v današnjem tehnološkem smislu, ampak je s pomočjo svojih magičnih moči razvila posebno metodologijo zdravljenja, ki danes potrjuje tudi sodobna znanost, ki ugotavlja, da vsaka naša misel in vsako naše čustvo pušča posledice oziroma vpliva na biokemijske procese v organizmu. Se pravzaprav je to nekaj podobnega, kar si tudi ti, Ana, omenila. Se na nek način navezuje. Podobno, ja. S tem, da šaman ve tudi, da na te procese lahko vplivajo polja zunaj. To pomeni, lahko povzročijo bolezen in šaman s svojim načinom zdravljenja lahko tudi pozdravi bolezen. Čuvaj praga ali žival zaščitnik človeka zapusti takrat, kadar človek zanemarja svoje telo, svoje fizično in psihično stanje. Duša zapusti pa človeka takrat, kadar najbolj enostavno povedano in razumljivo sodobnemu človeku bi bilo, ko človek krši univerzalne zakone. In dela proti svoji vesti, proti tistemu, kar je prav. Vemo, da znanost je človeka pravzaprav razdelila. Glavo je ločila od telesa. Religija je telo
ločila od glave in oboje je prešlo v dogmatizem in posledica tega je tisto, kar šaman reče izgon duše. Aleksandra Winkler-Drole, ti si karmična diagnostičarka. Ja. Ukvarjaš se z karmo, z akaškimi zapisi, s takimi nadzemeljskimi zadevami tudi. Podobno kot kolegica zraven in jaz bi se kar navezala recimo na Marijo Ano Kolman. Moram zmerom paziti, da ti ne rečem Ana Marija, ker sem imela prijateljico, pardon. In bi recimo tlele, šamani imajo v glavnem živali zaščite, mi pa rečemo krogle zaščite. Se pravi, to pač krogle zaščite v akaških zapisih. In isto človek, ki dela dobra dela, lahko dobi dodatne krogle zaščite. Kafarnikole. Ja, take lepe kroglice, veš, ki si ko varen, ko enem mehurčku, da te ne pride vse do živega, vsa fušija, nevoščljivost in hudobija. Temu rečemo sulice, jeze ali pa tako naprej. Se pravi, neki te čuva, vseeno zdaj, ali rečeš, da imaš totemsko žival, ali mi rečemo, da imamo krogle zaščite. In dejansko tudi podobno pravimo, mi, ki se učimo te akaške zapise, da ko duša zgubi življenjsko vitalno energijo, zgubijo pa takrat, ko dela proti sebi. Se pravi, je mogla na en način delati proti sebi. Se pravi, pogosto rečem kar po domače, naj pes čuva hišo in mačka lovi miši. Ne more pa obratno biti, ker bi oba dva zelo bila nesrečna, ker nista za to. Se pravi, ne vsak človek se izraža, naj bo to, kar je. In ko dela toliko proti sebi, zgubi toliko življenjske vitalne energije, ki je nima in telo se ne več obnavlja, in se tudi poškodujejo božje iskre in tako naprej. In že dolg časa je bila bolezen nekje na mentalnem, emocionalnem nivoju, preden se dotakne na fizičnega telesa. Ko pride bolezen na fizično telo, ki jo mi kot človek začutimo kot bolečino, kot en organ, ki boli, je dejansko bila že dosti časa prej. Ampak mi se takrat začnemo sekirati po vremenu. Sekirati in se začne obratno. Mi moramo spet zaceliti, iti v tole mentalno, emocionalno polje, pogledati dušo, ki je odstopila, spremeniti tudi v naši realnosti določene stvari, situacije, da se lahko rehabilitiramo in ponovno zdravimo. Zanimivo. Bomo o tem še govorili potem, kako ozdravitve in vse te zadeve. Tale trenutek pa izjava tudi pravzaprav doktorice etnologinje, muzikologinje, doktor Mire Omerzel-Mirit, ki je pranojedka že 20 let. Kaj to pomeni, da že 20 let ni jedla? Tudi ne pije vode, a vendarle živi in sama ima prav tako zanimiv pogled na samo bolezen in komentar, ali obstajajo torej neozdravljive bolezni ali samo neozdravljivi pacienti. Obstajajo neozdravljive bolezni ali obstajajo neozdravljivi ljudje? Se to vemo, to je že duhovni moto, da ni neozdravljivih bolezni, so samo neozdravljivi ljudje. Gotovo. Zaradi tega, ker kdo je neozdravljiv, lahko o tem rečeva. Ja, ta trmasti, pa duhovno ozki, zaprti, kjer nočejo slišati, da nismo samo fizična bitja, da smo tudi duhovna bitja, kozmična bitja, eterična bitja. In ko splete vas potencial, očistite svoje čustva, svoje telo, se seveda začnejo dogajati, tako kot v običajnem jeziku pravimo, čudeži, kar to niso, so samo naše danosti. In problem je, da pogosto prenašajo ljudje odgovornost za svoje zdravljenje, za svoje samourejanje, harmoniziranje, prenašajo na zdravnike. Seveda, dobro, zdravniki pač lahko vsa čas kirurgiji, vsa čas takim zadevam, malo se zatakne, ko se začne ocenjevanje diagnostike, ker je veliko tudi napačnih diagnoz, ali pa so zelo enostavne ozdravitve, bi lahko dogodile, pa se ne, ampak dobijo ljudje, ki imajo še več strupov vase, ker jih lahko tudi uniči do konca. Tako zanimiva tematika danes v moji družbi. Ana Omanovič, Marija Ana Kolman in Aleksandra Winkler-Drole. Zdaj na prvo vprašanje, vendarle ste, vidim neka stičišča oziroma neke skupne točke, kako ste pravzaprav odgovarjali, kako vidite, glede na to, da vsaka izmed vas ustvarja na svojem področju, pomaga ljudem na svoje načine. Ana,
Kako bi pa ti komentirala? Poznamo neke bolezni, ki so danes označene kot neozdravljive, kot nekaj fiksnega, kar se bo zagotovo zgodilo, ampak vendarle neke čudežne ozdravitve vendarle so. Kako sama gledaš na to? Ali obstajajo neozdravljive bolezni ali so samo mogoče ljudje, ki so ali pa niso pripravljeni, da grejo čez to? Ja, jaz vidim kot največjo bolezen, če že rečemo lahko temu bolezen te resničnosti, nezavedanje. In antizavedanje, ki ga ljudje uporabljamo, to je vsakič, ko poskušamo delovati iz dualnosti in vidimo svet kot nekaj pravilnega ali pa napačnega, ali pa sebe kot pravilno ali pa napačne, ali pa svoje telo na naša telesa, je ogromno stvari projiciranih, ki nima nobene veze s tem, kaj naše telo je. Našemu telesu je v bistvu čist nikoli dana izbira, da si izbere, kar si telo želi izbrati. Telo je samostojna entiteta od nas, od biti in ima svoje želje, ima svoje v bistvu zahteve, ki jih nikoli ne upoštevamo. Zato, ker smo toliko sfokusirani na to, da delamo vse prav, da jemo prav, da se gibamo prav, namesto da bi vprašali telo, hej telo, kaj je tisto, kar ti potrebuješ, kaj je tisto, kar si ti želiš. In iti ven iz teh pogledov in pozitivnih in negativnih, in tam je zavedanje. Onkraj pozitivizma in negativizma obstaja svet zavesti, ki zavest ničesar ne sodi, v svetu zavedanja vse je in nič ni prav, nič ni narobe, nič ni dobro, nič ni slabo. In bolj tam pride do te izbere, kjer ti lahko izbereš zase, kjer telo lahko izbere zase. Se pravi, je možno, da duša, človek, kakorkoli, izbere, da si izbere bolezen, zavestno izbere bolezen? Jaz vidim, moj pogled je tak, da čisto vse v življenju si izbiramo. In ni logično in ni smiselno zaradi tega, ker je veliko teh izbir narejenih iz čistega nezavedanja. Mi ne vemo niti, da izbiramo, pa v bistvu izbiramo. Ko ne izbiramo, izbiramo. Torej, vse je izbira in bolezen je izbira in kaj, če ni to napačna izbira. In če vedno gremo delovati z vprašanja in pogledamo, ok, kaj je to, kar se trenutno na mojem telesu dogaja, kaj lahko s tem naredim, a lahko to stvar spremenim in če ja, kako. In iščemo zavedanje onkraj pravilnosti, napačnosti in škatlanja telesa v neki ali pa bolezen v neki, lahko vse to spremenimo. Če si voljen biti v vprašanju in živeti v vprašanju in v zavedanju, lahko spremeniš karkoli. Velikokrat slišimo zgodbe ljudi, predvsem recimo po onkoloških boleznih, ki rečejo, wow, ja, vse je bilo težko, ampak danes sem drug človek, imam nov datum rojstva in gledam na te stvari drugače, vendarle ta bolezen mi je prinesla darilo. Marijana, kako ti gledaš na to? Ali si izberemo mogoče tudi sami na neki nezavedni ravni, da bomo šli čez to ali pa da to dejansko mora priti, biti v našem življenju? Kajti tudi šamani na koncu zbolevajo. Ja, ampak pri šamanih je drugače. Šamanom je bolezen vedno dana takrat, kadar ne vršijo svojega življenjskega poslanstva. Jaz poznam kar precej šamanov, ki so po krvni liniji podedovali šamanske sposobnosti, pa so se izogibali delovanja kot šaman, ker je to težka naloga in jih je življenje kaznovalo ali z nesrečami ali pa s hudimi boleznimi, dokler niso sprejeli svoje življenjske vloge. Dejstvo je, da je življenje namen. Vsak človek ima nek namen v življenju, ki je, da se navežem na tvoje razmišljanje, zelo povezano z stanjem človekove zavesti. In prav človekova zavest je tisto, preko katere manipulirajo družbe, sistemi, religije in tako dalje. In v bistvu pride do tega, da postanemo udomačeni v življenju ali na življenje, ki ga živimo tako, kot ustreza vsem drugim, ne nam. In pravzaprav, če pogledaš vsakodnevno življenje, jaz dobim včasih občutek, kot da si ljudje pomagamo, da drug drugemu omogočamo, da bomo čim bolj trpeli. Žalostno. Ja. Aleksandra, ti velikokrat
si taka zelo eksaktna, konkretna, odločna ženska in znaš ljudem v facu povedati tudi tisto, kar nočeš slišati. Ja. Ko imaš pred sabo nekoga, ki je bolan, pa mogoče ti prepoznaš, da išče pozornost, ali pa da si je to sam zbral, ali pa ne vem karkoli. Skratka, da se on sam lahko reši iz tega in da ni žrtev tega in tako naprej. Kako mu to poveš, oziroma kako on to vzame, kako odreagira? Ker lahko se tudi brani, lahko se zapre vase, lahko si izmisli čarovnica zmešana, ne vem, kakorkoli. Kako ti to... Tudi take šoke sem že doživela. Recimo, ko sem se navadila z leti, da sem bolj diplomatska, da grem počasi, da je nekdo najprej mu da šilhco, pol glavno jed, na koncu še sladico, da gre srečen od mize. Ljudi, kako bi se reklo, se obsoja nekdo, ki je prišel do tebe bolan, ga ne boš skritiziral, dovolil si, da so ti starši uničili življenje, dovolil si, da ti je žena pobrala celo premoženje in odpeljala otroke, saj ni čudno, če si zbolel, ker si tako brez energije, ampak dejansko si sam dovolil, a ne, recimo. Dejansko probam to počasi iti, da je on leta in leta razdajal, metal stran energijo in zdaj jo nima. In en organ, a ne, je bil pač toliko trpel pomanjkanje, toliko časa, da pač Se sesul. se sesul, ja, cel sistem. In zdaj je bolj važno pri meni takole. 3 minute se pogovarjaš z možem o problemih, in 3 ure kako rešiti problem. Ne pa obratno, ne 3 ure razglabljati problem, kakšen je problem, in pa 3 minute, kako ga rešimo, ker potem ti zmanjka za rešitve. Se pravi, problem je tako pa tako, zadeve so tako pa tako, zdaj pa k rešitvam. Se pravi, da se ne razglablja o tem. Tako. Mogoče še tukaj vprašanje za vas tri. Veliko ljudi, ki so bolni, eni grejo v to skrajnost, da tega nikomor ne povejo, in obdržijo to kot neko družinsko skrivnost, povejo mogoče res tisto najbližjim ali pa še tistim, ne, nekateri tudi svojemu najbližjemu, ne. Medtem, ko drugi grejo pa v to skrajnost, da bi ful se pogovarjali o tem cel cajt, pa skozi imajo izvide v torbicah pripravljene, zato da lahko v vsakem primeru vsakmu vse razložijo. Kako to vpliva, Ana, na nas? Katera bi bila boljša izbira na nek način, ali da govorimo o tem, pa procesiramo to, ali da se probamo delati, da se to ni zgodilo, kakorkoli? Jaz ne vidim boljših ali pa slabših izber, ampak izbere, ki delujejo za ljudi. Tako da jaz bi vsak ni se samo vpraša, kaj je tisto, kar zame bolj deluje, kaj mi da več lahkotnosti, to, da z nekom to delim. Nekomu ful paše biti v vlogi žrtve in razlagati to vsem, zato da se vsi ukvarjajo z njim. Mogoče je to izbira, ki za njega deluje. Neka tretja je mogoče za nekoga to, da ima sam to. Jaz ne vidim v življenju sploh teh boljših ali pa slabših izber, ampak resnično izbere, ki ustvarjajo nekaj za tebe. Vsaka izbira, ki jo v tem trenutku delamo, kreira našo prihodnost. Jaz ne vidim življenja na tak način, da so nam stvari kar dane ali pa usojene, ampak res ves čas kreiramo svoje življenje. Če si prisoten, imaš možnost spremeniti in izbrati. Se pravi, nared pa deli to, kar ti misliš, da je za tebe v tistem trenutku najboljše. Ja, zakaj bi tlačili, a ne, že tako se tlačimo ves čas v ta svet, prav, narobe, dobro, slabo. Kaj če bi ljudje začeli se spraševati, hej, kaj je moja resničnost z mojim telesom, kaj je moja resničnost, ki si jo želim ustvariti, kaj jaz vem, da je možno zame, to če ni možno za nikogar drugega. Mi smo kreatorji svoje lastne resničnosti, ampak to si moramo zbrati. Ne da se kar prepustimo toku življenja in se ukvarjamo s tem, da nam je kar vse dano in pol se ukvarjamo pol življenja s tem, da rešujemo probleme, namesto da bi izbirali onkraj tega, kjer smo se znašli. Torej, kaj vse je še mogoče? Odlično, nadaljujemo tale pogovor, še veliko vprašanj imamo pripravljenih, pravzaprav smo šele začeli, tako da ostanite v naši družbi, kajti nadaljevali bomo že čez nekaj trenutkov.